Sušili smo si lase potem, če smo bili skopani na ta način, da je mama brisačo pogrela na štedilniku, tijo zamotala okrog glave in to je to. Poles smo pa na dvorišče, na veter, na zrak in smo bili suhi. Ne. Kopanje je bilo ponavadi enkrat na teden. Zdaj, odvisno, kako je to potekalo, je pa odvisno, ali si bil na podeželju ali si bil bolj v mestu. Ne. Na podeželju je bil to en velik škaf, en velik lonc, tam se je voda na tistem štedilniku v kuhinji, kjer je pač drva, se je to voda zavrela, razredčila ohladila z eno mrzlo vodo in to si se potem tam umival na tistem ali celo polet na dvorišču, kakor je bilo, ne. Včasih kopalnic ni bilo, ne. To je bilo samo, če je bil tisto mal bojlerček in je mama vodo tam pogrela in smo dali na sred kuhinje en velik škaf in v ti škaf so se oba dva z bratom not spravila in smo se skupaj umivala. On je mene, jaz pa njega po hrbtu pa tako naprej. In pa, ko so se umila, ker je že voda bila umazana, pa se je on ven šel, da sem se jaz do konca splaknil. Takih klasičnih kopalnic, ki jih imamo danes, tega pri nas ni bilo. No. Nismo imeli kopalnice v bloku, sem imela dolgo bano otroško in pa štokarle je bil, pa sem gor postavila in sem tam prala in tudi kopali smo se tako na tisti banci polovico telesa. Ta prva na štokarlu, pa na tla, pa drugo vodo in nismo bili nikoli umazani, imeli lepo čisti, tudi če nismo imeli kopalnice. Lepo mladost smo imeli, če ne bi bilo vojne. Ker je bila pa vojna, smo imeli pa strah, ker ob 7 je bila že policijska ura in enkrat sem prekoračila tisto policijsko uro, ker ni bila voda pitna, jo nismo imeli kje dobiti vodo in sem morala jeti čez vas po vodo s takim velikim škafom, gor sem imela svitek na glav in to sem bila čisto majhna, še 10 let nisem bila stara. Mama se ni upala po vodo jeti, jaz sem pa šla. In me je vstavil vojak, pa nisem vedela, je Nemec, je partizan. Je rekel, sam takole je roko dvignil. Jaz sem pa rekla, vas je dragen morgen kuchen. Nisem vedela, je Nemec, je partizan. Pa je pa sam takole z roko naredil, pa sem šla naprej. Ker nobenega človeka ni iz privatnega videl na cesti, če je bila policijska. Jaz sem pa šla. In smo lepo zjutraj pol lahko kuhali. Drugače pa ne bi mogli. Ja, tak je bilo življenje. Ogrevala se je samo kuhinja, spalnica ali pa otroška soba se ni ogrevala. Mi smo spali v mrazu in smo imeli take debele tukne, da smo lahko se pokrili, da smo nočni zebelj, ne? Ker ogrevala se spalnic ni, niti otroških sob. Ogrevana je bila samo kuhinja, zvečer in še to do določene ure, potem je pa mama rekla, nič več nalagati, drug gor, konc je, spat gremo. In smo nehali kuriti in šporgati je ugasnil in tako smo šli pol spat v hladno spalnico. No, kar se pa tiče kopalnice in kopanja v kopalnici, je bilo pa kar bolj napredno že, ker v kopalnici smo imeli peč. Na drva seveda smo kurili in peč je bila okrogla, bolj visoka, podobna zdajšnjim bojlerjem, samo malo višja pa malo ožja. No, se hitro je topla voda bila, potem smo se pa vsi kopali enkrat na teden, ne. Banjo smo tudi seveda imeli in tuš in vse in smo se s tistem tuširali in kopali. In če je zmanjkalo, pa smo spet zakurili, da se je spet segrela voda, ker se je hitro segrevala in smo se tako kopali. Malo drugače kot danes, ampak tudi v redu zelo. Še ni bilo stroja, so pa ženske prale pa v potok,
Takole smo imeli običajno doma take vozičke, da so ženske tiste škafe naložile, pa smo otroci peljali do potoka, tam so pa prali na tistih starih, mi smo rekli žehtar, prav taka nahubana pločevina je bila, da se je to mancal gor, ne.